Takole. Zdaj bi si pogledali nekaj primerov ekvipotencialk in sicer bi zbrali tisto, kar smo že prejle imeli v obravnavi. Tole je primer, lahko rečem, ploščnega kondenzatorja, ploščni kondenzator. Torej, tele sploščanje vzporedne ravnine so ekvipotencialke, v homogenem polju so ekvidistantne in z zeleno bomo risali puščice polja, se pravi, če imamo levo plus sigma, desno minus sigma, nam puščice kažejo iz leve proti desni. To je bil naš prvi primer, ki smo ga prej že srečali, homogeno polje, takole med dvema ploščama. Potem drugi primer, ki smo ga tudi imeli, je bil koaksialni kabel. Temu notranjemu rečemo žila, temu zunanjemu rečemo plašč. In ekvipotencialke, prejle smo zračunali, evo, so koncentrični valji. In če zeleno zopet narišem vektor električne poljske jakosti, kaže takole. To je koaksialni kabel. Potem pa še tretji zgled. Dajte si predstavljati dve žici. Naj bo tole, recimo, tale žica naelektrena pozitivno, torej pozitivna prema elektrina, tale žica negativna prema elektrina. Lahko sta to čisto enki žici, zaradi mene imate lahko tudi neko debelino, majhno debelino, ne? In so ekvipotencialke, ne bomo tega izpeljevali ali pa računali zgolj za predstavo. Ekscentrični krogi. Tale ta sreden ima neskončen radij, je ravno. In, ja, takole bi lahko rekli, tale je, če bi izračunali, v vsaki točki enako oddaljen od obeh in je na potencialu nič. Tole je pa dve vzporedni žici. Dvovod. Rečemo temu dvovod. Ok. Tako da smo nekaj primerov dali zdaj na tablo. Kaj več kot to, niti, bi rekel, ni za nas tako interesantno. Tam v sredini piše v ravni črti na pični. V je nič, potencial je nič. Potencial je nič. Torej, verjetno mislite tole, ne? Tole. Ja. V je nič, ja. Ok. V redu. Zdaj bi pa še nekaj vam rad povedal in sicer eno enačbo bi rad obrnil z vami. In sicer
bom kar napisal vprašanje, kako od znanega potenciala k električni poljski jakosti. Glejte, tole razmišljanje ne bom čist v celoti, ampak mi smo rekli, da je V enako integral EDL. Zdaj, ta integral mi lahko prestavimo na drugo stran, pa pišem v bistvu dv je enako E krat dl. To iz matematike poznate. Zdaj pa tisto, kar bi pa jaz rad, bi pa rad iz te enačbe izračunal električno poljsko jakost, ampak nažalost ni možno, da bi mi izvedli matematično operacijo deljenja z dl, da bi tole premaknili sem spodaj. Zato mi naredimo nekoliko drugačen pristop in dajmo tale vektor, ki je v prostoru dl, opisati kot trojico premikov po x-u, po y-u in po z-ju. In jaz se zdaj s tem ne bom trudil in izpeljeval, ampak bi vam kar zapisal končen rezultat, da je tale E enak odvod V-ja po x-u, odvod V-ja po y-u in odvod V-ja po z-ju. In to, ker kaže v smeri strmine navzdol, imamo tukaj le minus. To je tisto, kar bi vam mogel v bistvu izkazati oziroma dokazati. Vi ste baje tole srečali že v prvem semestru. Kaj je, če neko funkcijo odvajamo po vseh treh koordinatah, baje ste omenili, da temu rečemo gradient. A ste srečali to pri matematiki? Gradient. Ste? Smo. Super. Okay. Torej, gradient pomeni, da neko funkcijo odvajate po vseh treh koordinatah in prosim ne pozabiti na tale minus. Torej, kar sem vam hotel povedati je, da če hočemo mi takle izraz obrniti, kjer imamo vektora, potem rabite za to tele elemente višje matematike, mi jih seveda ne bomo uporabljali, ampak smo en tak konkreten primer tukaj le pokazali. Tako, zdaj bomo pa danes spregovorili samo še o enem gradniku, ki nam bo pa potem prav prišel v nadaljevanju. In sicer bi mi radi razumeli, kako se obnaša snov v električnem polju. Zdaj smo mi zaenkrat se samo pogovarjali o električnem polju, malo smo povedali o potencialu, nekaj primerov smo rešili, ampak v nadaljevanju se bi prihodnjič rad z vami pogovarjal o dveh družinah, ki sta pač pomembni, to so prevodniki in pa izolanti, samo dveh pavšalnih družinah. Da bi pa lahko o tem spregovorili, bi pa rad, da spoznamo en nov gradnik, to je električni dipol. Boste videli nič kompliciranega za predstavljati si električni dipol. Zdaj verjetno neko predstavo imate, kaj beseda dipol pomeni. Najprej, kaj predpona di pomeni? Dva, ja. Pola, ok. Jaz sem vam skušal, kar še enkrat povejte. Je dva pola. Ja, dva pola, super, super. Jaz sem vam skušal tudi malo na vaše znanje kemije upreti, da bi ta razmislek naredili, ampak bi probali čisto takole enostavno. Glejte, do zdaj smo govorili samo o tem, da imamo naboj, en sam pozitiven naboj, ki je lahko zbran takole v točki zaradi mene. Okay? To se pravi, imamo točko, kjer imamo
Dajte si predstavljati, to pozitiven naboj. Okay. Zdaj si pa predstavljajte, da iz nekega razloga imamo mi tule v neposredni bližini tudi negativen naboj. To se pravi, imamo nekaj pozitivnega in nekaj negativnega naboja. Plus in pa minus. Okay. In dajte si predstavljati, da tole razdaljo med tem pozitivnim in pa negativnim nabojem skušamo interpretirati z nekim vektorjem, ki mu bomo rekli, da je to vektor razdalje oziroma distančni vektor in mu dajmo kar ime D. Jaz bom mogoče danes, če bo čas, sicer pa prihodnič, spregovoril o tem, zakaj se nam tale naboj razmakne. Ampak dajte si samo en primer predstavljati, ki je tak, ki ste ga že srečali. Vi ste povedali pri kemiji, že v osnovni šoli verjetno, da so molekule vode polarne molekule. To je tale beseda pol. Ste to omenili, da so molekule vode polarne molekule? Ja? In ta beseda polarnost pomeni, da ima molekula vode električne pole, ki jih mi lahko takole interpretiramo. In če samo majčkeno skušam karikirati, če govorimo o LCD zaslonih, ki so zelo pogosti, tam noter v bistvu skušamo takele polarne, take dipole obračati in enkrat jih obrnemo tako, da nam prepuščajo svetlobo, drugič jih obrnemo tako, da nam ne prepuščajo svetlobo. Ali pa če hočete, recimo mikrovalovna pečica, spet ta efekt poskuša uporabljati na drug način, da bi tele dipole obračala, sicer zelo hiter, tako hiter, da dosežemo resonance pri molekuli vode in potem s to resonanco ogrejemo recimo hrano, vodo, a ne v hrani in tako naprej. Okay. Ampak zgolj ta ideja, da imamo namesto enega samega naboja, kot smo imeli do zdaj, dva naboja na medsebojni razdalji. In ta dipol opišemo za neko količino, ki rečemo električni dipolski moment. Ali pa moment električnega dipola. Že sama beseda moment nas malo spominja na navor. V fiziki je moment druga beseda za navor. To se pravi, slej ko prej bomo mi govorili o tem, da imamo na ta dipol nek navor. Ampak najprej dajmo ta dipol definirati in ta dipol definiramo tako, da ta distančni vektor D pomnožimo z nabojem Q. Ok, to se pravi, več je tega naboja, večji moment, pa bolj, ko sta narazen, večji je moment. To se pravi, nam je v interesu. Vse, če sta čist skupaj, je to itak ena nula. Plus pa minus se izniči in če sta skupaj, je to nula. To se pravi, hočemo, da bi bilo to čim bolj narazen. Ok. Zdaj bi pa samo o dveh stvareh rad spregovoril, kar se tiče tega dipola. In sicer bolj pomembna stvar je navor na dipol. Navor na električni dipol. Zdaj, zakaj vztrajam, pa pišem to besedo električni dipol tukaj ves čas zraven? Zato, ker obstajajo še kakšni drugi dipoli, konkretno recimo magnetni dipol. Ampak mi se zdaj pogovarjamo o električnem dipolu. Zdaj, mogoče prva stvar, ki bi vas vprašal iz fizike, kaj je navor? A kdo pozna definicijo? Kaj je navor?
Bi se kdo lahko spomnil? A je navar mogoče pač koliko moči ima oziroma koliko... Kako hočemo tole zasukati okrog osi? Se spomnite? Pri fiziki ste srečali navor. Ok, vam bom pomagal. Navor ste rekli je neka ročica, vektorsko sila. Ta produkt, zdaj v osnovni šoli, ko niste v vektorskem produktu, ste kar pomnožili silo in pa ročico, se spomnite. Zdaj v srednji šoli, ampak predvsem pa na faksu, pa vemo, da je vektorski produkt pomembno, ker je ta prvi, pa ker je ta drugi. Tako da ne smemo biti preveč svobodni. In jaz sem pisal, da je tole, ker je majhen naboj, bom tudi pisal DF, majhna sila. Okay? Prav, in dajmo čisto preprosto pogledati. Glejte, jaz sem narisal ta dipol, tak kot je tukajle, in bom rekel, ok, tole je ročica in tole je sila na ta pozitivnega. Električna sila. Bom pisal DFE, tole je DQ in tole je ta ročica, bom pisal R je D polovic. Tale ročica je pa minus D polovic in tole je sila, električna sila, ker je negativen naboj. Takole. Ok. Dajmo torej zdaj zapisati, da je to enako. Torej od prvega bom pisal ročico D polovic, vektorsko DQ je naboj, krat E, v točki, kjer je pozitiven. Od drugega, prostora mi zmanjkuje, bom šel pa vse pisati v novo vrsto. Od drugega pišem pa plus D polovic, bom razložil, zakaj plus, ker sta dva minusa. En prije od D polovic, en pa prije od minus Q-ja. Zdaj, v bistvu bi mogel pisati minus minus. Električno polje, tam, kjer je negativen. In ker je ta dipol ena blazen majhna zadeva, je polje tukaj in polje tukaj približno enako. To se pravi, lahko kar zapišem, da je to D polovic, pa še tale DQ bom pisal zraven, pa pol vektorsko, ta pa ta, to se pravi, mogoče bi bilo celo boljše takole, če mi ne zamerite preveč. A ta drugi T je 2 zraven T 2, kaj je ta drugi T? T 1, pa T. A tale T plus, A ta T plus, plus. pa T minus. Ok, zdaj pa pišem. Takole bom napisal, zato da namo preveč prostora porabili D krat DQ. Glejte, hitro lahko zakapirate, zakaj sem tole dvoje združil, glejte tle gora, si že pripravljam teren. Tole polovičko bom dal pa sem. E v točki T plus E v točki T minus polovic. Kaj, če dve polji seštejemo, pa delimo z 2? Kaj je to?
Če dve vrednosti seštejemo, pa delimo z 2, kaj je to? Matematika. Sredina. Ja. Povprečje. A je to povprečje? A ne, povprečje tega polja in to lahko zdaj zapišem je enako D krat DQ vektorsko E. Povprečno polje. Itak je to polje, sem rekel, približno enako. In če še tole zapišem, je to enako dipolskemu momentu dP vektorsko E. Vektorski produkt bom kar napisal. Ta vektorski produkt je nič, ko sta vektorja vzporedna. To vi veste, ker je sinus kota vmes pri vektorskem produktu. To se pravi, ko sta vektorja vzporedna, je nič, pa maksimalno, ko sta pravokotna. To pa po domače pomeni, da kaj hoče navor narediti? Hoče obrniti tako, da bo končna lega v smeri polja, vse je logično, plus vleče v to smer, minus vleče pa v nasprotno smer. In ga zravna v smeri polja. To se pravi, mi zelo enostavno manipuliramo ta objekt. Samo tako, kot bomo polje usmerili, tako se bo tale objekt tudi zavrtel. To smo zdaj pogruntali. Zdaj bi vas jaz spomnil na en efekt, ki ga vi poznate tudi verjetno iz, bi rekel, osnovnošolske fizike, torej polarizacija svetlobe. Ne vem, če ste videli, drugače pa pogledajte, mogoče na YouTubeu, da imamo lahko taka polarizacijska stekelca. In če dve polarizacijski stekelci postavite eno na drugo tako, da obe stekelci prepuščata tole komponento svetlobe, to se pravi, tole eno zgornje stekelce, tole pa spodnjo stekelce, vam bo svetloba šla skozi. Če pa vi polarizacijski stekelci postavite tako, da vam bo ena prepuščala, druga pa ne, da bosta pravokotne, pa svetloba ne bo šla skozi. Zdaj, to verjetno ni niti preveč znanstvena fantastika za vas, ker vsi poznate zdaj sodobna sončna očala, na katerih piše, a ne, da imajo polarizacijo gor. In posledično ste verjetno tudi ugotovili, da če uporabite taka očala, pa če uporabite displej od svojega telefona, se zna zgoditi, da pod določenim kotom vi slike ne vidite na svojem telefonu. To pomeni, da ima tale efekt tudi neko zvezo z našimi displeji. Jaz bi vas spomnil na ta prve displeje, ki so jih imeli kalkulatorji. Predniki teh displejev, ki jih imamo danes, delovali so tako, da imamo polarizacijsko stekelce. To so tisti displeji, če se spomnite, ki so bili taki zelenkaste barve, pa so imeli črne številke gor. Še danes jih najdete na kalkulatorju. Potem imamo pa električno polje, s katerim obračamo, in če polarizacijo postavimo teh tekočih kristalov, to so tekoči kristali, če to obrnete tako, da bo prečno, potem tukaj skozi ne bo šla svetloba in bo črn napis, recimo ta del bo črn. Če boste pa tekoče kristale obrnili tako, da bodo takole obrnjeni, bodo pa svetli. Seveda, če gremo korak naprej, mi lahko potem različne svetlobe, različne barve svetlobe spuščamo takole skozi zaslon. In tako pridemo do teh sodobnih zaslonov, ki jih danes imamo. To so torej zasloni s tekočimi kristali,
LCD zasloni, ki potem lahko v ozadju uporabljajo LED osvetlitev, ne? In na ta način generiramo, se sami vidite, ne? To se pravi sliko z več milijoni točkami, kjer pa v bistvu ne počnemo nič drugega, kot počnemo navor na tele naše dipole, obračamo dipole. Ne? In na podlagi tega izrisujemo posamezne točke oziroma določamo jakost svetlobe, ki jo prepušča posamezen piksel na zaslon. Ne? In na tak način pridemo do teh pač velikih količin pikslov, ki nam danes postavijo sliko na telefon, računalnik, monitor in tako dalje. Ne? Ok, ja, mogoče bi omenil še en efekt, ki pa mogoče ni toliko izrazito uporabljen v multimediji, kot je tole obračanje oziroma tale navor na dipol. Ta drugi efekt se pa imenuje sila na električni dipol. Jaz sem tukaj, morda zdaj, ker nimam več veliko časa, samo zapisal sila na dipol, da si boste znali predvsem predstavljati, kaj lahko pa s to silo počnemo. To se pravi, če bi pa hotel govoriti o sili na dipol, takole, se pa moramo zavedati, pa bom kar napisal, da je DFE sila rezultanta tega, kakšna sila je na pozitiven, bom rekel temu DF plus, in kakšna sila je na negativen naboj. Če bi razmišljali takole, kot smo prej razmišljali, pri prejšnjem zgledu smo ugotovili, da sta te dve sili enaki, ker smo bili v homogenem polju. Zdaj si pa dajte prosim predstavljati, da je tole polje nehomogeno polje. To se pravi, v nehomogenem polju. Kaj ti, če bi, bom kar napisal, E je homogeno, če imamo polje homogeno, potem je električna sila enaka nič. To se pravi, to nas ne zanima. Ne? Se pravi, mi bomo pa pogledali, kaj je v nehomogenem polju. Tukaj moramo pa reči, da je to sila na pozitiven minus sila na negativen delec. To pa je enako dQ krat električno polje v točki, kjer je pozitiven delec, minus električno polje tam, kjer je negativen delec. Zdaj, tole razliko bi v matematiki lahko napisali tudi tako, vas bom samo spomnil, ne? Če imamo takole neko funkcijo in hočemo pogledati, koliko je razlika, tale, takole bom označil, tale delta y, iz matematike veste, da je to enako temu odvodu k, tole je delta x in torej delta y je k krat delta x. Ok? Zdaj, mi imamo tole delta E in jaz lahko rečem, da bi to lahko zapisali, tale odvod k, bom pa rekel odvod funkcije. Odvod funkcije. Ok, in mi bi tole lahko zdaj zapisali tudi kot dq krat d krat odvod e-ja po tej, bi rekel, prostorski komponenti, lahko rečemo dx. Da ne bom pisal dd, ker bi bilo to
malo neprimerno. Ok. In to, kar smo zdaj dobili, je električna sila in očitno moramo imeti nehomogeno polje. Homogeno polje bi imelo odvod po prostoru 0. Kar pa pomeni, da očitno nam vleče dipol v smeri večjega polja. Zdaj, če vam samo en banalen primer narišem, če imamo takole dve plošči, to si boste tudi lahko pogledali pri prvem eksperimentu, ki ga boste prihodnji teden delali, in si dajte predstavljati, da imamo dve plošči, na kateri damo olje. In natresemo semena, ki nam predstavljajo takele dipole, bodo ta semena lezla noter proti večjemu polju. Sicer zelo počasi, ampak vztrajno bodo lezla semle proti večjemu polju. Zdaj, jaz sem razmišljal, če obstaja mogoče kakšen primer, pa ga za multimedija še nisem pogruntal, ampak bi vam pa vseeno povedal, da so tele primeri zelo interesantni na področju zdravljenja z elektroporacijo, temu rečemo. In sicer skušamo takole noter v celice spraviti kakšno zdravilo, zato da recimo zdravimo določene celice, ali pa če si obratno predstavljate, če imate nek tumor, ki ga želite odstraniti, potem lahko takole probate z uporabo, bi rekel, gibanja v električnem polju, kakšen strup noter, da ta tumor umre. Sicer pa temu gibanju zaradi sile v nehomogenem polju rečemo dielektroforeza. Torej, verjetno razumete, odkje te izrazi pridejo di, pa elektro, pa foreza, torej kot sila. Evo, s tem mislim, da smo sklenili tisto, kar sem vam danes hotel še povedati. Za prihodnjič bi morda napovedal samo to, da bomo spregovorili o dveh, torej snoveh v električnem polju, in sicer nas bo zanimalo, kaj znamo povedati o prevodniku. To je pač kovina, recimo, tak tipičen primer, in kaj znamo povedati o izolantu oziroma dielektrik je to v električnem polju. Ok, to sta zdaj dve najbolj preprosti družini materialov, ki jih pač srečujemo, to se pravi prevodniki in pa izolanti. V resnici obstaja še ogromno stvari vmes, s katerimi pa moram priznati, da se pač mi ne bomo ukvarjali. Torej, predvsem imamo v mislih družino polprevodnikov, ki so seveda tudi za nas zelo interesantni, vendar bi rekel malo ven iz našega okvira. Takole, s tem bi zaključil, kar se same snovi tiče, in zdaj sem na razpolago za vprašanje.